ne izrazim veselje, da je minister si vzel čas in da je širšemu vodstvu kliničnega centra pojasnil prvič svoje videnje razvoja sistema, svojo strategijo in strateške cilje in drugič seveda tega apela, ki ga je naslovil na naše predstojnike in pa seveda na vse zdravnike preko njih, tudi preko predstavnikov sindikatov, ki so bili na današnjem sestanku, da se razumno nastopa v tem času in da se eventualno počaka z umikom soglasij, dokler niso nekako razmerja in dokler niso dorečeni vsi problemi, ki so nastali oziroma ki so se pojavili med vlado in sindikatom. Tudi klinični center Ljubljana se je že večkrat v preteklosti čisto jasno izrazil, da vidi rešitev oziroma da vidi možnosti za racionalizacijo predvsem na strokovno-organizacijski strani. Mi smo v prvem poletju letošnjem letu že dokazali, da je to možno. Smo zmanjšali obseg dežurnih ur in nadur v kliničnem centru za skoraj 5%. Mi smo zmanjšali tudi, zmanjšujemo tudi stroške dela, tako da v tem smislu nam dejansko kažemo na argumente, da je v mirnem času, da je v obdobju nekega mirnega dela možno reševati razne probleme. Tako da tudi mi pričakujemo, tudi vodstvo kliničnega centra pričakuje, da bo prišlo do pomiritve med sprtima stranena, med vlado in med Fidesom in tudi pričakujemo, da bojo naši sodelavci, predvsem zdravniki, razumeli poziv, ki ga je minister preko predstojnikov in preko vas medijev naslovil, da pustijo ministrstvu in pa oziroma vladi in pa sindikatu, da se v miru dogovorita o primernih rešitvah. Hvala. Zdaj prosim, da se pregovori še strokovna direktorica kliničnega centra, profesor dr. Brigita Drnovšek-Uluk, ki bo več povedala o organizaciji dela znotraj kliničnega centra ter predstavila najnovejše podatke oziroma predvidevanja. Na današnji dan klinike, ki še uspešno obvladujejo nastalo situacijo, to se pravi, da ni prišlo do večjih izpadov, so interna klinika, ginekološka, pediatrična, stomatološka, nevrološka, očesna klinika, infekcijska klinika in pa dermatološka. Klinike, ki imajo delni izpad, so predvsem kirurške klinike, in sicer klinika za kirurgijo srca in ožilja, za nevrokirurgijo, za otroško kirurgijo in pa za kirurške infekcije. Tu je prišlo do zmanjšanja operacijskih dvoran. Klinike, ki v glavnem zaradi pomankanja zdravnikov anesteziologov ne obvladujejo nastale situacije, pa so med kirurškimi klinika za abdominalno kirurgijo, za travmatologijo, urologijo, maksilofacialno kirurgijo, plastično kirurgijo, ORL klinika, ortopedska klinika in pa klinični inštitut za radiologijo. Danes dopoldne, ko smo obiskali operacijski blok, je potekalo delo sicer okrnjeno za 2 operacijski, namesto 11 operacijskih dvoran se upravljali posegi v 9, tako da tukaj še ni prišlo do bistvenega izpada, bolj se pa pozna na teh dislociranih klinikah. Napravljena je bila tudi projekcija za ta teden, ki poteka v prejšnjem tednu, vendar je vmes prišlo do sprememb, kajti anesteziologi so svojo pripravljenost delati zmanjšali na 176 ur, za kar je bilo potrebno ponovno narediti vse razporede in upoštevati že vse stopnje nujnosti pri razpisovanju programov. Tako bo prihajalo pri nekaterih operacijskih celo do 100% izpada, to je tam, kjer gre zgolj za elektivne primere. Sicer je pa v povprečju tako. V operacijskem bloku in na lokaciji Zaloška cesta bo prišlo do 53% izpada programa v tem tednu, v ostalih klinikah 78% in če v povprečju je to za cel klinični center 62,2%. Odpadal bo sorazmerno glede na stopnje nujnosti. Žal bo prišlo tudi do odložitve nekaterih karcinomskih bolnikov, za kar so predstojniki nakazali z veliko zaskrbljenost. Paciente sproti obveščajo
objavljajo, morda ne povsem ažurno na vseh mestih. Zakaj ne? Zato, ker se dnevno pokaže, da lahko kakšno ekipo premestimo in damo na tista mesta, kjer je potreba večja. To se pa vsak dan sproti včasih tudi 2-krat dnevno dogovarjamo. Torej, ne bom ponavljala, ampak vsi si zelo, zelo želimo, da bi se ta zadeva čim bolj rešila, v glavnem zaradi koristi veliko.